Današnja izklicna cena je bila za 30% nižja od tiste na prvi dražbi in je znašala s halo Primare 10,6 milijona evrov. Ker tudi tokrat ni bilo kupca, najverjetneje v začetku novembra sledi tretja dražba. Lahko pa je tudi zbiranje ponudb, zdaj bomo videli. Malo se mudi, ker bi bilo dobro, da je to nekje do zime prodan zaradi naraščanja stroškov, zaradi možnosti propada, zaradi nižanja cen, ker pač potem izgublja na vrednosti objekt. Opozorili so me na možnost pač namakanja, ker nekje streha pušča. Zdaj mi v stečaju tega ne bomo investirali. Kot je dodala Kruhar Puceva, je bilo jasno, da po takšni ceni za Novo Lesov kompleks ne bo zanimanja, a mimo predpisanih postopkov niso mogli. Za naslednjo dražbo bo predlagala znižanje izklicne cene še za 20 do 30% glede na današnjo. Po moje, kolikor jaz spremljam zdaj te postopke, bi mogla biti nekje pol likvidacijske, da bi šlo čez. Tam 5 milijonov 6. Kot je povedala stečajna upraviteljica, je prejela informativno ponudbo za 3 do 4 milijone evrov, a je vprašanje, če bo kupec, gre za nekdanjega najemnika Novo Lesa Plus, čakal naslednjo dražbo. Morda bi tukaj si želeli, da bi se lesarstvo samo začasno nadaljevalo, kajti vsi vemo, da je proizvodna tehnologija v Novo Lesu zastarela, da ji je treba zamenjati in mislim, da bi bilo smotrno, da se ta na novo zasnovana lesna proizvodnja naredi drugje. Na primer v industrijski coni v Zalogu, dodaja. Površine, na katerih se zdaj razprostira Novo Les, pa bi po njegovem lahko namenili za stanovanjsko gradnjo.